Poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. Suša na pomurskih poljih krni pridelavo žitaric. Na 99. Vanekovem večeru o razvoju države. Vojašnica Murska Sobota vabi na dneva odprtih vrat. V BTC City v Murski Soboti nova pridobitev. Vremenoslovci pravijo, da bo jutri deževno. Spoštovani gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Na Biotehniški šoli Rakičan so se včeraj zbrali strokovnjaki z področja kmetijstva, agronomije, mikrobiologije in ekonomike, ki so pregledali letošnjo rastno sezono ter opozorili na vse večje izzive pri pridelavi žit. Na pomurskih poljih je suša že zgodaj spomladi naredila nepopravljivo škodo, ki jo gre pripisati vse bolj izrazitim klimatskim spremembam. Pomurje sicer velja za žitnico Slovenije in minula jesen je bila sicer zelo ugodna, zato pa so bile pomladanske sušne razmere toliko bolj težavne. Marec, april, maj z nekim, lahko povemo, večjim pomanjkanjem vodne kapacitete, torej v marcu več kot 50%, v aprilu ravno tako 50% pomanjkanje in pa v maju, proti koncu maja smo sicer dobili padavine, ampak nekje smo zmeraj tudi še z 20 do 30% pomanjkanjem napram 30-letnemu povprečju. Tako da to vse skupaj bo trovalo, da bojo žita nekako v povprečju nižje rasti, manj razraščena, manjši so tudi klasi in to bo botrovalo, da bo pridelek po naših ocenah krepko manjši. Računamo pa, da bi vsaj ob tem sušnem obdobju lahko bila kvaliteta dobra, seveda, če bo sedaj ugodno vreme ob žetvi. Posebno pozornost so namenili tudi ekonomiki pridelave na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, opozarjajo pa na več spremenjenih dejavnikov. Torej, glede na letošnje pridelovalne razmere in glede na rast cen nekaterih inputov, predvsem mineralnih gnojil in predvsem energentov, se pravi dizel goriva, ki ga pač v kmetijstvu največ uporabljamo, preliminarne analize zaenkrat kažejo, da bodo stroški pridelave na tono pšenice nad prodajno ceno, vsaj po dosedanjih pričakovanjih. Prilagoditve za optimalnejšo pridelavo vsekakor so, le potrebno je nekaj časa, da bi bili rezultati vidni. Nekaj rezerve se sigurno skriva v obdelavi tal, kjer je to možno, se pravi s prehodom na te ohranitvene načine obdelave tal. To dokazano ima nižje stroške, žal pa zahteva visoka vlaganja in žal zahteva tudi določeno obdobje prilagoditve. Tradicija včerajšnjega srečanja potrjuje pomembnost pridelave žit v Pomurju. Ja, današnji dan je namenjen, da nekako pregledamo, kakšni pogoji so bili v rastni sezoni, izpostavimo potem ključne težave in iščemo rešitve. Tako da tudi danes smo v tej luči se pravi pregledali rastno sezono in pa nekako naslovili neke rešitve, ki bi bile odgovor na to vrstne razmere. Srečanje je potekalo že 48-tič, kar ima vsekakor poseben pomen. To pomeni, da je nekako Pomurje žitnica Slovenije, hkrati smo zadovoljni z današnjo udeležbo in pa tudi že praktično dolgo tradicijo tega dogodka in upajmo, da bo tudi v naslednjih letih, se pravi pšenica, žita še vedno prisotna na naših poljih, posledično pa potem tudi ti dnevi pšenice dobro obiskani. Dogodek je pokazal povezanost Slovenije z globalnimi trgi in pomen sledenja podnebnim spremembam. Prvo je dejstvo, da so podnebne spremembe tukaj, danes in zdaj. Slovenija je del globalnega sveta in naši pogoji ne morejo vplivati na neke borzne prilagoditve, tako da se tu Slovenija krepko mora prilagoditi evropskim oziroma svetovnim trgom. Žetev se bo začela kmalu, v primeru, da bodo vremenske razmere to dovoljevale. V Pokrajinski študijski knjižnici Murska Sobota je bil sinoči 99. Vanekov večer z naslovom
Smo tam, kamor smo se napotili leta 1991, ki ga je v 35. obletnici Republike Slovenije pripravila ustanova dr. Šiftarjeva fundacija. Osrednja tema je bila razprava o dosežkih, izzivih in družbenem razvoju Slovenije od osamosvojitve do danes. Pogovor je vodil dolgoletni novinar in televizijski voditelj Slavko Bobovnik, v razpravi pa so sodelovali Timi Gomboc, Darja Kerec in Viktorija Potočnik, ki se takole spominja prelomnega leta 1991. Leto 1991 je tisto leto, ki me je posebej nadgradilo. Dobili smo svojo državo, svojo zemljo, če tako rečem, in ravno, ko sem v Prlekiji, prebiram malonedeljske čitalnice. Prve čitalnice, ki so se ustanavljale, kjer se je bralo slovensko, kjer se je učilo in spodbujalo. In to je ne samo prekrasno branje, ampak tudi nekako v sebe usadim, kako krasen dogodek je to bil, kako veličasten dogodek je bil to. Vojašnica Murska Sobota bo vrata na široko odprla za javnost in z nami je poveljnik vojašnice v Murski Soboti, gospod Dušan Lazar. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Vojašnica Murska Sobota bo torej vrata odprla za javnost in kaj je glavni namen tega dogodka? Res je, jutri in pa pojutrišnjem bodo odprta vrata vojašnice. To je že tradicionalna zadeva in se odvija že kar nekaj desetletij oziroma 2 do 3 desetletji, takoj po tistem, ko smo se osamosvojili in smo postali lastna vojska, smo se več ali manj hoteli približati tudi ljudem, da ljudje ne mislijo, da smo neki zaprt sistem, ampak smo sistem tako kot vsi ostali in smo na razpolago in s tem omogočamo, da ljudje vidijo naše življenje in delo v vojašnici, pa tudi seznanimo jih z novimi oziroma z obstoječim oborožitvijo in opremo. Katere vsebine bodo torej in predstavitve bodo obiskovalci lahko spremljali med dnevom odprtih vrat? No, da nadaljujem še tisto prejšnjo misel, ko sem hotel povedati, je 15. maj, dan Slovenske vojske, to najverjetneje vsi veste in vsako leto se praznuje dan Slovenske vojske. To je bil dan, ko so se prvi naborniki pojavili na slovenski zemlji, to sta bila učni center Pekre in Ig. In vrata odpiramo prav od 15. maja do pa junija, glih zaradi tega, da na ta način tudi obeležujemo ta dogodek. No, kar se tiče vsebine, kjer bomo jutri pa pojutrišnjem prikazovali, so pa predvsem oprema in orožje Slovenske vojske, gasilcev, civilne zaščite in pa civilne policije. Bo nekaj dinamičnih predstavitev, predvsem, kar se tiče dinamike, je to, da se lahko ljudje poizkusijo na različnih simulatorjih in različnih trenažerjih, lahko streljajo z zračno puško, videli bodo tudi spretnostno vožnjo policije, kakor tudi delo policijskega psa. Pomembno zadeva pa jutri je ta, da obeležujemo oziroma slavimo 3 zadeve. In sicer prvi je, kot sem že povedal, dan odprtih vrat, ki poteka na klasičen način. Drugi je pohod po spominskih poteh mestne občine Murska Sobota. To smo kot soorganizator, glavni organizator, so pa veteranske in domoljubne organizacije. In pa istočasno bo zaprisega celotne generacije temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja. To so vojaki, kateri zaključujejo to usposabljanje in bodo prisegli jutri ob 11. domovini Republike Slovenije. To je eno tako svečano dejanje in prav to smo hoteli
da bo istočasno potekala zaključek pohoda in pa ta zaprisega, tako da bodo ti, ki bodo udeleženi pohoda, lahko videli, kako poteka ta zaprisega. Zaprisega bo pri gradu Murska Sobota, tako da vabljeni tudi vsi ostali, da lahko to vidijo, kako poteka zaprisega. In potem po tej zaprisegi se premaknemo v vojašnico Murska Sobota, kjer bo možen ogled tehnike in pa opreme. Prav tako pa tudi bomo pogostili udeležence se ve s čim, z vojaškim pasuljem in pa zapela nam bo pa tudi naša domačinka Nika Zorjan. Seveda boste pa tudi predstavili možnosti zaposlitve in ni samo redna zaposlitev, so tudi druge oblike zaposlitve, ki jih vojska ponuja. Ja, točno tako. To bo ena stojnica, posebna stojnica, ker bo imela uprava za obrambo Maribor, kjer bodo ljudje lahko seznanjeni z vsemi oblikami zaposlitve v Slovenski vojski. Tako kot ste povedali, dejansko Slovenska vojska ne zaposluje samo vojake na služenju vojaškega roka oziroma profesionalne vojake, ampak se odpira vrsto možnosti za zaposlovanje v Slovenski vojski. Slovenska vojska je zanimiv, dinamičen poklic. Pisarna je cela Slovenija, tako da je kar velika. In pa tudi različne profile zaposlujemo. Smo pa tudi eden od najboljših štipendistov, tako da so štipendije, kar se tiče in srednje šole in više šole, visoke šole, daleč največje v Sloveniji. In pa zdaj ta nova zadeva, katero predstavljamo mi, 75. teritorialni polk. Z lanskim letom so se ustanovile prostorske sile. V Sloveniji je 8 teritorialnih polkov, eden je v Murski Soboti, ostali so po celotni Sloveniji. To je del prostorskih sil, katere so namenjene, gledajte, vojaško-politična situacija se spreminja. In tudi naša bivša vlada se je odločila, da bo potrebno nekaj narediti na množičnost te vojske. In to smo zdaj naredili na ta način, da smo spostavili to prostovoljno rezervo, kera je namenjena za delo v domačem kraju. Mi pokrivamo, 75. teritorialni polk pokriva 27 občin, to isto pokrivamo kot policijska uprava Murska Sobota in naša naloga, varovanje ključnih objektov in delo doma v svojem kraju. Ker ostale enote, naše enote, ki so profesionalne enote, so enote namenjene za tudi delovanje drugod. Poveljnik vojašnice v Murski Soboti Dušan Lazar, najlepša hvala in želiva le že, da se v čim večjem številu udeležite in obiščete vojašnico Murska Sobota, pa seveda tudi za prisego. Hvala vam. Dobrodošli jutri. In pa v soboto. BTC City Murska Sobota je široko paleto ponudbe danes še dopolnil. V BTC Cityju so odprli novo restauracijo Čatis. Gre za novo kulinarično pridobitev v enem večjih trgovskih središč v mestu, ki bo dodatno razširila ponudbo za obiskovalce. Restauracija Čatis obiskovalcem ponuja priljubljene wok jedi, karije, rezance in druge azijske specialitete, pripravljene sveže vsak dan. Za Mursko Soboto so se odločili zaradi razvoja regije in njenega potencijala. Regija se lepo razvija in ima še precej neizkoriščenega potencijala, obenem pa smo opazili, da veliko naših gostov iz tega območja že zdaj obiskuje našo franšizno enoto v Mariboru, zato smo se odločili, da jim našo ponudbo približamo tudi lokalno, so dodali v verigi restauraciji Čatis. Še napoved vremenoslovcev za jutri napovedujejo dež.
Dopoldne je bilo jasno. Opoldne so v Murski Soboti in Radencih namerili 23, v Lendavi 24, v Krajinskem parku Goričko pa 22 stopinj Celzija. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti, Mariboru in na Ptuju 14, najvišje dnevne pa okrog 20 stopinj. V soboto bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature se bodo v naslednjih dneh gibale med 11 in 16, čez dan pa med 21 in 29 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomorskem dnevniku. Vabljeni k spremljanju dogajanja v Pomurju tudi na naši spletni strani in na družbenih omrežjih. Hvala za vašo pozornost in vse dobro do prihodnjič.